Hej, člani, kako ste kaj? Ne, resno, lahko kaj napišite v komentarje. Na teh videih jih dejansko berem neironično. V glavnem, danes si bomo pogledali, kaj se kaj dogaja Špelo Vehar, prehransko svetovalko, ki mi je rekla, da sem zavaljen. In ki se je pred kratkim za nedoločen čas preselila v Afriko. Zdaj, se mi je že zgodilo v preteklosti, da so ljudje, ki so mi hecal bili jezni, mi grozili, mi posneli pesmi. Vsi meni se smijo. Ampak to je prvič v moji komični karieri, da nekoga zrostam tako na hard, da več ne more živeti na istem kontinentu kot jaz. Ne vem, mogoče sem malo pretiraval. Sej si poskusila to malo skriti, s tem, da se snemaš od jošk navzgor, ampak še vedno vidimo tvoje mortadela rokice in tvoja polna lička. Po moje ne. No, ampak dovolj o meni, gremo pogledat, kaj ga Špela zganja v lajfu. Zakaj Afrika? Ker tukaj domačini ne rabijo 5 piv, da se spravijo na plesišče. Ker je tvoj problem od vseh. Ker te ljudje pozdravljajo in se ti nasmehnejo na ulici in povsod drugod. In ker ni živčnosti, hitenja in nervoze. Afrika. Ja, če si tam turist, verjamem, da ni hitenja in nervoze. Če imaš pa za narediti kaj drugega, kot samo objavljati snike na Instagramu, gre pa po moje to čisto enako živčnosti kot kjerkoli drugje na svetu. In to, da pri nas pijemo 5 piv, preden gremo na plesišče, je po moje bolj posledica tega, da si lahko privoščimo 5 piv. Ne vem, če si že slišala za eno tako stvar, ki se reče revščina. Mislim, če moramo ugibati, da bi te Afričani drugače tudi rajši gledali po 5 pivih kot po nobenemu, ampak to sem samo jaz. Glede tega, da svoje probleme delijo z drugimi, se pa čisto strinjam. Vem za enega nigerijskega princa, ki rabi pomoč za dobiti svoj denar ven iz banke, in tip je poslal okoli toliko mailov, da je to zdaj problem od vseh. Niti podrazno nisem videti, tako kot 2-3 leta nazaj. Moj trebuh je bil raven, moja zavest pa se je fokusirala samo na hrano, zunanji izgled. Potem sem merila svojo srečo, konstantno sem se preverjala v ogledalu, bila sem negotova, kar se je kazalo tudi v mojih odnosih. Ker sem sama v sebi videla pomanjkljivosti, so jih videli tudi moji partnerji. Danes imam kar nekaj kilogramov več in to okoli pasu, na mestih, kjer jih prej nikoli ni bilo. Vse to, ker sem z iskanjem perfekcije nehote podhranila svoje telo. Punca, tvoje telo zgleda vse prej kot podhranjeno. Mimogrede, ona že 3 leta fura to dieto, kjer se baše z ogljikovimi hidrati. Njene besede. In zdaj, ko je ugotovila, da se je zredila, kaj je njen zaključek? To je zato, ker se ni basala dovolj. Ženska praktično gasi požar z bencinom in ko se ne ugasne, ampak gori samo še več, si reče: sem vedela, da bi mogla uporabiti 100-oktanskega. Odkar ljubim svoje telo, osebnost in življenje, dobivam iz okolice toliko ljubezni in pozornosti, da se včasih že vpraš, če si to zaslužim. In odgovor je vedno ja. Vredna sem ljubezni, ne glede na številko na vagi in sliko v ogledalu. In tudi ti si je vredna, čeprav mi danes tega še ne verjameš. Upam, da mi boš verjela kmalu in se boš videla takšno, ko si se rodila. Popolno, čudovito, dovolj dobro. Kar zabavno, kako je prej govorila o tem, kako shujšati in kako zgubiti kile z njeno super znanstveno dieto. In pol, ko se je od nje nekako čudežno zredila, naenkrat več ni pomembno to, kako zgledaš v ogledalu, ampak da ljubiš svoje telo. Zanimivo, ker ko je komentirala mojo postavo, ni bilo čutiti vse te ljubezni. In pa boš za celo življenje ostal en tak zavaljen cmoček. Takrat je delovalo, kot da je kar pomembno to, kako zgledaš, ampak zdaj, ko njej ne gre najboljše, pa to, kar pokaže tehnica, je samo številka. In čeprav je glavno, da se ljubiš, se še vedno rada pohvali, ko se ji zdi, da hujša. Jem, kolikor želim, ne omejujem se, najraje jem veliko škroba, sadja in sokov, zraven pa dodajam zelenjavo, avokado in fižol. Nič mi ne manjka, imam pa tudi občutek, da hujšam. Spoiler alert, občutek jo ovara. Zanzibar, kjer se počutim domače, ženstveno, svobodno in nepremagljivo. Kol, da se tako počutiš, ker zgledaš kot neka hipi mamica, ki je malo obupala v lajfu. Mimogrede, dame, prosim, ne si dela te frizure. Nikoli. Zgleda res slabo za razliko od tega
čudovitega krila. In vem, da je mišljena kot preizkušam lokalno kulturo, ampak ne vem, če ne spade bolj, kot da se iz nje zajebavaš. Sem v Afriki našla ljubezen? Mnogo vas sprašuje potem, ali sem samska, ali imam še fanta, ali imam novega fanta v Afriki. Na to vprašanje vam zaenkrat ne želim odgovoriti, saj na socialnih medijih ne želim deliti informacij, ki niso trdne. Pol zapri Instagram, ker vsa ta jajca, ki jih deliš o zdravi prehrani, so manj trdna, kot če bi napisala knjigo Shujšamo s pudingom. Kar se pa fantov tiče, Afričani znajo biti zelo prijetni in prijazni, a žal morate razumeti, da so belke zanje pogosto lahko le eksotična seksualna zabava ali sredstvo za boljšo ekonomsko prihodnost in vizo za Evropo ali katerokoli drugo razvito celino, ali pa pečica za lepe kapučino otročičke, lahko pa kar vse 3 stvari. O moj bog, ne vem, če mi je bilo kdaj kaj bolj neprijetno pribrati v lifeu kot pečica za lepe kapučino otročičke. Ne bom rekla, da so takšni vsi, vsekakor pa morate biti punce in fantje pozorni in pazljivi, če ne želite iz otoka oditi iz trtega srca. Nekaj opozorilnih znakov, ki kaže na to, da vaš snubec morda ni ravno iskren z vami, oziroma morda ljubi kaj drugega kot le vaše srce. 1. Pričakuje, da vi plačujete njegovo pijačo in obroke, vstopnine za zabave, hotele. Ja, ali pa je samo reven in nima keša, ker pač Afrika. Sej verjetno ni najslabši nasvet na svetu, ampak malo ironično deluje, ko greš na najbolj revno celino in pol si tam, če nimaš dovolj denarja, me ne ljubiš. Skriva telefon in vas ne želi sprejeti na socialnih medijih, morda celo briše vaše komentarje ali pa nanje ne odgovarja tako ljubeče, kot to počne v živo itd. Mislim, po pravici povedano je za večino žensk to verjetno kar smiselno, ampak prišpelje ga pa je lahko tudi samo malo sram, ko vidi, kaj objavlja. O njem krožijo govorice, več različnih ljudi vas opozarja na to osebo, da ni dobra. Ej, Afričani, bojte pozorni okoli te špele rajši, ker če je taka kot njeni prehrambeni nasveti, pol definitivno ni dobra. In mogoče se je zdaj všeč, ampak če se malo zredite, vam bo takoj rekla, da ste zavaljeni cmočki in si našla drugega. Ko je z vami, ves čas gleda naokrog in ima veliko prijateljic. Nočem iti pizda, ampak malo zvoni kot, zakaj ima on prijatelje, če pa mene noben ne mara? Vsake toliko časa izgubite komunikacijo z njim za več dni in pri tem se izgovarja na internetno povezavo in različne težave. Ja, tako kot smo imeli pri nas, pes mi je pojedel domačo nalogo, tako imajo pri njih lev mi je pojedel družino. Klasični izgovori. Ko odidete domov, vas prosjači za denar za različne krizne situacije, bolnica, hrana itd., ki skoraj zagotovo niso resnične. Ja, ker kdo je še kdaj bil bolan ali lačen v Afriki? Nimajo nobene službe, posla. Ja, tukaj previdno tudi Afričani, ker online prehranska svetovalka ni dejanska služba. Verjetno bi se našlo še kaj, to so samo neke informacije, ki sem jih dobila od deklet, ki so bile razočarane in zaljubljene in vzorci obnašanj, ki sem jih opazila pri nekaterih Afričanih. Ne, kaj? Ni se meni to zgodilo, to so mi druge rekle. Ali to pomeni, da so vsi isti in da se jih morate bati? Ne, to samo pomeni, da bodite previdne. Zahtevajte HIV test pred kakšnikoli stiki oziroma poskrbite za zaščito. Imejte odprto srce in zaprto denarnico. Ja, s temi nasveti bojte punce imeli še kaj drugega odprto zgleda. Špela bi se mogla po moje prekvalificirati iz prehrambene svetovalke v seks turizem svetovalko. Ne, resno, po mesecu in pol v Afriki ima ženska 100-krat boljše nasvete za fuk, kot jih bo kadarkoli imela v prehrani. Kdo bi si mislil, da bo na koncu njena glavna spretnost v lifeu nategovat folk? Rabim svoje udobje. Zadnji mesec večino časa preživim bosa, moje noge so konstantno malce umazane. To je ful slaba ideja drugače. Tako se faše razne parazite, črve in infekcije. Glej, mogoče tvoji fanti niso edini, ki se rabijo za kaj testirati. Živim v sobi, ki ima elektriko, to je pa tudi vse. Spim na tanki vzmetnici na tleh, bolje kot na postelji. Tuširam se tako, da nase nekajkrat zlijem vodo iz majhnega čebrička in potem temeljito namilim in izperem. Kakam v stranišče brez vodnega izplakovanja ali papirja. Zadnjico si izperem s pomočjo istega čebrička, s katerim se tudi tuširam. Prav tako si umivam tudi zobe. O,
Zakaj se ti je zdelo, da folk hoče te stvari vedeti? Prav neverjetno mi je, kako v večini svojih objav iz Afrike poveličuje revščino. Ljudje tukaj so ful bolj srečni, ker nimajo nič. Ja, zato riskirajo svoje življenje za zbežati s tam, ne? Ker jim je tako mega. Marsikdo bi rekel, ti si nora. Zakaj bi se odrekla takemu obdobju? Odgovor je, ker sem našla stvari in ljudi, ob katerih se tovrstne nazadnjaške težave zdijo popolnoma trivialne in ker s takimi preprostimi opravili veliko bolje zaznavam in cenim vse dobrine. Vodo, hrano, obleko, streho nad glavo, izobrazbo. Ja, ko si okoli ljudi, ki so hodili v šolo par let, če sploh, pol kar naenkrat tudi FDV izobrazba izpade kot dosežek. Deklica na moji levi je izvrstna kuharica in nam je nekaj dni nazaj skuhala izvrsten ugali z zelenjavo in paradižnikovo solato. Deklica na moji desni pa mi je pokazala slike svoje hčerke in me včeraj na zabavi učila črnskih plesnih trikov. Slike svoje hčerke ti je kazala deklica. Kako čudovita življenjska situacija mora to biti za njo. Upam, da si je pokazala nazaj slike bolnic in hrane in ji rekla: glej, v to se bom pa jaz vrnila, ko slike z vami nehajo paliti na Instagramu. Kdor deli, se mu smeji. Kratka izkušnja dela z otroci v Afriki in stika z domačini me je naučila vsaj ene pomembne stvari, in sicer tega, da ljudje, ki z odprtim srcem delijo svoje imeti z drugimi, bolj uživajo življenje, se počutijo varnejše in bolj optimistične. Ja, kdor z odprtim srcem deli svoje imeti z ostalimi, dosti bolj uživa. Zato Špela za svoje e-priročnike računa po 39 €. Niti ne za knjigo, ampak za nek PDF priročnik, ki bi ga lahko komot delila s folkom brez stroškov. In noč so ključni nasveti za zdravo življenje po njeno, ampak še vedno rajši pusti, da folk živi nezdravo, kot da bi jim karkoli šenkala. Ker je tako zelo dobro deliti stvari z revnimi ljudmi, dokler se lahko z njimi slikaš in to objaviš na Instagramu, drugače kaj delamo tle? In seveda si je pol našla tudi tipa v Afriki in objavila sliko z njim. Ker najboljši način, da preprečiš, da on izkoristi tebe, je to, da ti izkoriščaš njega. Ej, folk, glejte mojega 6 let mlajšega fit afriškega tipa. Ko sem rekla, da ni važen videz, sem mislila moj, on še vedno mora izgledati hot. #love, #čas za kavo. Ja, verjamem, da bi ti zdaj pasala ena kava, ja. Če lahko ugibam, najbrž en espresso, dolg in črn. Pa ful mi je dobro drugače, kako sem v zadnjem času komentiral žensko, ki najbolj obožuje Afriko in žensko, ki jo najbolj sovraži. Kaj ne bi bilo carsko imeti neko debato med njimi dvemi. O moj bog, jaz se takoj ponudim, da jo moderiram. Špela, porabila si čas za svojo repliko, zdaj je Norma na vrsti za biti glupa. Šov leta, garantiram. In to je to od mene. Lepo se mejte, pošljite mi kakšno razglednico, če greste kaj v Afriko in se vidimo naslednjič. Čau!